Dobrodošli v debati. Že čez dobro uro bo zloglasni mariborski klub Štuk, pred katerim so v dobrem letu izginili že 3 mladi, spet poln. Nocoj se bo mladina zbrala na večeru irskega žganja in piva. In prav noči s torka na sredo, ki slovi po divjih zabavah, je pred točno 3 tedni izginil 21-letni Domen Simonič. Potem, ko je policija v 2 primerih potrdila prisotnost alkohola, v enem primeru pa tudi drogo, se v štajerski prestolnici vsi pogovori vrtijo okoli nevarne zelene tablete, ki naj bi povzročala močne halucinacije. Sinoči je bila pred Štukom tudi naša ekipa. Nekateri mladi eksperimentirajo z drogami, drugi pa namensko podtikajo. To se kaj govori v lokalih o tem, da morate biti še posebej previdni? Bolj se govori, da bi se namensko podtikalo, pa da bi naj bili previdni, no. Sam jaz osebno še nisem nič opazila. Pač govori se marsikaj, ne, zdaj pa pač kaj res pa se ne vem, ampak ja, za te droge smo pa slišali. Ja. Moraš paziti, kaj piješ, da ti kaj ne daje v pijačo pa tak. Dejstvo, tako imenovane dizajnerske droge, ki ves čas spreminjajo sestavo in ime, so pri nas na pohodu. Samo leta 2013 je policija zasegla več kot 19 novih tipov tablet ekstazija in dokazala 12 novih psihoaktivnih snovi, ki imajo v kombinaciji z energetskimi pijačami in alkoholom še posebej nepredvidljive učinke. Poglejte tole. No, več o učinkih in razširjenosti pa kolega Blaž Jarc z gostjo. Ja, Mirko, bomo preverili. Smo v prostorih Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Z nami je že gospa Andreja Drev. Gospa Drev, povejte mi, ko govorimo o tej drogi, napiše se 5-meo-mi-pt. Človek pravzaprav sploh ne ve, zakaj se tukaj gre. Kako nevarna je ta droga? Obstajajo sploh kakšni izsledki, kakšne posledice pusti? Ja, pri tej drogi je tako kot pri vseh novih psihoaktivnih snoveh. Težava je v tem, da te droge niso raziskane. Zato mi ne vemo, v kolikšnem odmerku povzročajo alergijske reakcije in v kolikšnem odmerku lahko povzročijo smrt. Pri učinkih te droge se zanašamo predvsem na poročila uporabnikov. Uporabniki na forumu poročajo o tem, da ob uporabi doživljajo rahlo evforijo, da jim predvsem ujača to občutenje zvoka, barv, slike, kar precej pa govorijo tudi o teh negativnih učinkih. Pravijo, da je ta droga nekako zelo obremenilna za njihovo telo, da potem imajo težave z nespečnostjo, da jih stiska v prsih, da imajo pospešeno bitje srca. Poročila so tudi o vplivih na človekovo duševnost in sicer uporabniki poročajo, da so doživeli strah, paniko, tudi rahlo paranojo. Če greva samo malce naprej, kdaj smo prvič v Sloveniji zaznali prisotnost te droge? Ta droga se je pri nas pojavila 2-krat in sicer prvič v letu 2013 in drugič v letu 2014. V letu 2015 in 2016 pa te droge pri nas nismo zaznali. Lahko pa še povem, da je bila že v letu 2013 uvrščena na listo prepovedanih drog. Dobro, hvala za zdaj. Toliko, Mirko. Očitno gre vendarle za res nevarno drogo. No in o drogi, ki jo mladi poznajo pod imenom gospodična Moli in stanju na črnem trgu, se je Petra Košič pogovorila z enim od uporabnikov dizajnerskih drog. Poglejmo. Kaj vse se danes dobi v Sloveniji? Vse. Vse. Čisto vse. Se pravi, od poživilca dobi speed, MDMA, sladoled, nove dizajnerske droge, ekstazi. Ekstazi je stalna spremljevalka rave zabav. Plesna droga, ji rečejo. Enako kot druge prepovedane droge je dobila tudi svoje ulično ime. Molly, ki jo opevajo ameriški reperi, torej ni ženska. Molly je ekstazi. Na črnem trgu jo prodajajo v več oblikah. V prahu, tekočini. Najbolj običajna je tableta, pripoveduje uporabnik, ki želi ostati anonimen. Šlo se o tem, ko si ti na drogi, ko si ti na ekstaziju, se ti, kaj se že, serotonin, se ti ful izloča v možganih. Tako hormon sreče, ja. In se ti izloča v nenormalnih količinah in zaradi tega si ti tudi toliko zelo srečen. Na trgu se vsako leto pojavijo nove oblike ekstazija.
Gledate posnetke, ki smo jih našli na spletu. Kažejo, kaj se dogaja z ljudmi, ki so pod vplivom katere od oblik prepovedane plesne droge, ekstazi. Pred dnevi ste lahko brali opozorilo, da se je v slovenskem prostoru pojavila spet nova oblika ekstazija in da ga je policija tokrat zaznala v Mariboru. To vrsto droge, ki povzroča hude halucinacije, smo v Sloveniji na seznam prepovedanih uvrstili leta 2014. Prodajali naj bi jo v zeleni tabletki z vtisnjenim nasmejanim obrazom. Zdaj, ekstazi v bistvu ne daje več tazga občutka ljubezni in sreče, kakor je takrat. Naš sogovornik govori o tem, kako drugače se počuti, ko ekstazi vzame danes, ko je na trgu na voljo toliko različnih verzij. Ene so bolj psihadelične, ene so bolj, da te zamegli v glav, ne vem, kako bi to povedal, no. Ampak za deci, skratka, drugače kot takrat. O počutju pod vplivom ekstazija govori človek, ki ga občasno uživa že 20 let. Gre Domnovo iskanje v pravo smer in kakšno težo imajo očitki Domnovih staršev, da želi policija na hitro zaključiti preiskavo, o katerih jih ne obvešča, v živo z vodjo mariborskih kriminalistov Robertom Mundo in detektivom Francem Strletom, ki je z nami v studiu. 6 iskalnih akcij se je že končalo brez novih sledi za Domnom. V akcijo je šla tudi družina, potem ko je iskanje v bregovih Drave v prvih dneh po izginotju oviralo močno deževje. Bi Domna morala iskati druge, to pa bomo vprašali radiestezista Zdravka Malnariča. Gospodje, vsem dober večer. Zdaj po 3 tednih neuspešnega iskanja za Domnom je jasno, družina se bo oklenila res vsake informacije o Domnu, zato ste ga iskali tudi vi, gospod Malnarič, o policiji svojim nihalom iskali odgovore o tem, kje bi lahko bil. Kaj ste pravzaprav ugotovili? Ja, najprej sem vprašal, če ponovadi, če je oseba živa, če je pri nas, da ni v tujini slučajno, če mi pokaže, da je pač mrtva, pa grem pa od tistega kraja, ki je on nazadnje bil, iščem sever, jug, vzhod, zahod, kot le v primeru v Mariboru je pokazalo, da je severno od tega Štuka in ne bi bil 1500 metrov severno, tako nekako. Severno, dober kilometer. Dober kilometer pa pol. Zdaj oni pravijo, da verjetno so tam pregledali, pa niso dobili, ampak včasih se to zgodi, da se meni ne poseječ, včasih ne pa tudi njim kot iščejo. Zdaj gremo v Maribor. Dejstvo je namreč, gospod Munda, da iskalne akcije za Domnom do zdaj niso bile uspešne. Najprej me zanima, kako resno vzamete takšne namige, recimo. Mislim, da sem že v svojih predhodnih izvajanjih in podajanjih informacij javnosti zatrdil, da vsakašno pogrešanje jemljemo skrajno resno in da slovenska policija nikdar ne preneha z aktivnostmi, tako je tudi v tem primeru. Torej ste šli, vas razumem, po sledi teh ugotovitev gospoda Malnariča in kaj? Sled se ni izkazala za koristno? Vse informacije, ki smo jih do zdaj dobili, smo tudi preverili. Nobena od teh informacij, se pravi, ni imela za posledico, da bi lahko Domna izsledili. Nažalost moram povedati, da tudi po mojem vedenju in poznavanju, se pravi, te problematike, iskanju pogrešanih oseb, se za to vrstnimi, se pravi, pripomočki do sedaj nismo dokopali do konkretnih podatkov o pogrešanih osebah. Ko govorimo o izginotih, gospod Strle, velja, da je ključno sodelovanje nekako v trikotniku družina, policija in potem seveda javnost z vsemi možnimi namigi in informacijami. Opažate v tej verigi, v Domnovem iskanju, kakšen problem? Po mojem videnju ne. Saj starši so dobro odreagirali, policija je preverila tisto, kar pač v danih situacijah lahko naredijo. Mediji so pa tudi bili zelo agilni in prisotni na tej temi. Ampak moram pa nekaj povedati. Poskušam razumeti starše, ne samo te, tudi pri ostalih primerih. Starši pa morajo razumeti tudi eno drugo dejstvo, da policija lahko v danem trenutku, ali pa mora v danem trenutku delati predvsem zakonito. Ne moramo od policije pričakovati več, kolikor lahko naredijo. Prav to, gospod Munda, mislim, da se zdaj nanaša na naslednje vprašanje. Starši,
Na nek način razumljivo imajo vedno več pripomb nad delom policije. Našteli so jih nekaj, češ da jih ne obveščate o poteku, da hitite in konkretno, da naj bi Domen na kraju, kjer je bil zadnjič viden, pustil celo prstne odtise. Menda ste družini obljubili DNK analizo v nekaj dneh. Lahko zdaj poveste, kaj je s tem? To sploh drži? Glejte, policija v tem primeru pogrešanega Domna Simoniča preiskuje tudi razloge za sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje in teh, se pravi, same predkazenskega postopka ne želim komentirati. Lahko pa povem, da sem od, mislim, da drugega dne tudi osebno v kontaktu z očetom in nasploh lahko povem, da z starši Domna Simoniča v tem, se pravi, iskanju sodelujemo in do zdaj vse informacije, ki so jih želeli, so jih lahko tudi dobili. Nenazadnje imajo mojo osebno telefonsko številko, katero lahko pokličejo v vsakem trenutku. Torej, stik je omogočen. Vi, gospod Malnarič, pravite, da vidite tudi oziroma izveste, kaj naj bi se s človekom dejansko zgodilo. Kako verjetno se vam zdi, recimo, za dve stvari, da bi šlo za samomor ali pa da bi bil žrtev kaznivega dejanja? Jaz mislim, da žrtev kaznivega dejanja ni. Verjetno bi bil samomor ali pa lahko da bi bilo tudi, glede kakšna droga, ko smo se prej pogovarjali. Samomor oziroma droga. In v praksi, gospod Munda, tudi po policijski statistiki, je res kaznivih dejanj med izginoti samo približno odstotek, se pravi enkrat na 100 primerov. Ste pa potrdili v prejšnjih 2 primerih prisotnost alkohola in v enem primeru droge. Povejte mi, je to morda tisto še najbolj verjetno, kar lahko 3 primere poveže med sabo? Jaz pri svojem delu že večkrat opozarjam, da je zloraba alkohola eden izmed resnejših problemov v naši družbi, pa naj si bo to na področju pogrešanih oseb, na področju družinskega nasilja ali vseh drugih oblik, se pravi kaznivih dejanj. In mislim, da bo morala naša družba tudi, se pravi vsak sleherni, narediti nekaj tudi na tem področju. Gospod Munda, za nocoj najlepša hvala, pozdrav Maribor in seveda srečno. Kaj pravite, gospod Strle, je to lahko prava smer? So droge, alkohol lahko vzrok? Po vsej verjetnosti. Težko je govoriti, težko je soditi. Paziti treba, da se pri tem ne prizadene svojcev. Ampak poglejte, če bi bilo posredi kaznivo dejanje, ugrabitev ali pa kaj podobnega, bi se že ta aktivnost aktivirala, bi že prišlo na površje in ni ničesar. Ali je zginil, ali je naredil samomor, ali so pa posredi droge. Je pa žal tako, da starši ali pa njegovi bližnji to ne morejo sprejeti. Gremo še enkrat k Blažu Jarcu na Inštitut za javno zdravje. Blaž, izvoli. Ja, ob meni je še vedno gospa Andreja Drev. Gospa Drev, pojdiva malce sedaj na to število. Teh drog, ta droga ni edina, ki je takšne snovi oziroma ki v bistvu te čase razsaja, bom rekel, po celotni Evropi. S kolikšnim številom različnih drog sploh operiramo, lahko govorimo? Ja, tako pri nas kot v Evropi v zadnjih nekaj letih beležimo res porast pojava novih psihoaktivnih snovi. Naprimer, v obdobju od leta 2005 do 2014 se je na ozemlju Evropske unije pojavilo 450 novih psihoaktivnih snovi in tudi pri nas od leta 2013 naprej beležimo naraščanje števila novih psihoaktivnih snovi. Če tako naprimer kot primer povem, v letu 2014, ko smo zabeležili tudi to drogo, je Nacionalni forenzični laboratorij analiziral 59 novih psihoaktivnih snovi, od tega jih je bilo 38 takih, ki so se pri nas pojavile prvič. Se pravi, trg ves čas rasta in se bogati z novimi drogami. Vendar mi povejte, če se vrnemo nazaj na tale 5-meo-MIPT. Pri tej drogi policija pravi, mariborska policija pravi, da je lani celo zasegla eno večjo količino teh psihoaktivnih snovi, ki so sicer že od julija 2014 na seznamu prepovedanih drog. Ampak kaj to pomeni, če so na seznamu prepovedanih drog? Kako jih boste zaznali? Oziroma policija pravi, da je tega vendarle več.
Ja, po naših podatkih se je ta droga prvič pojavila v letu 2013. Takrat je policija zasegla približno 20 tabletk. V 2014 se je ponovno pojavila, takrat je šlo za mal večji zaseg in sicer okrog 200 tabletk. V 2015 in 2016 po podatkih našega sistema pojava te droge nismo zabeležili. Pa se bojite, da bi do ponovnega, bom rekel, spona na tržišču te droge dejansko prišlo? A veste, kako je? Mi smo leta 2013 to drogo uvrstili na seznam prepovedanih drog in ponavadi tiste droge, ki so že uvrščene na seznam prepovedanih drog, se ne pojavljajo v tolikšni meri, zaradi tega, ker so pač proizvajalci lahko kazensko preganjani. Beležimo pa, naprimer, samo v januarju je Nacionalni forenzični laboratorij zaznal 8 novih psihoaktivnih snovi, ki pa še niso uvrščene na listo prepovedanih drog. Tako da prihajajo vedno in vedno nove, ki še niso prepovedane. Gospod Drev, najlepša hvala za ta pojasnila. Ja, Mirko, pravzaprav se očitno ni treba bati tistih drog, o katerih se pogovarjamo zdaj, ampak tistih, ki so šele v nastajanju, ki prihajajo. Blaž, hvala. No, policija pa zadnjih 10 dni za zdaj neuspešno išče tudi 18-letnega Klemna Jakliča z ljubljanskega rudnika, ki je sredi noči izginil v središču mesta. Z nami je zdaj Klemnov dober prijatelj Martin Žukovec, ki je med prvimi opozoril na izginotje. Vi, gospod Malnarič, pa ste v tej iskalni akciji tudi aktivno na terenu sodelovali kot radiestezist. Kako dobro, Martin, bi rekli, da dejansko poznate Klemna, je bil pred izginotjem v kakšnih težavah? Je recimo tip človeka, ki bi potem te težave reševal s pobegom? Dober družinski prijatelj, tudi čez poletje smo bili dosti skup. Jaz sem ga vedno videl kot tazga družinskega odgovornega za svoje leta. Mislim, se greš ven na kakšno žurko, ampak sporočiš v vsakem primeru. Jaz ne vidim razloga, da bi pobegnil v samomoru, pa mi sploh ne pride na pamet. Vedno je bil tak vesel, srečen, ko sem bil zunaj. Ta zadnja stvar, ki bi pomislil, ne glede na to, kaj so prej že rekli, da je težko sprejeti, se verjamem, ampak tako ga pa res nisem poznal. Pa tudi, da bi bile kakšne težave z družino oziroma z dekletom, ne. Torej, niti pobeg, niti samomor, tisti, ki ga dobro poznajo. Potapljači so Klemna, gospod Malnarič, iskali v Ljubljanici, za zdaj neuspešno. Kaj ste vi, kam ste jih v bistvu napotili, kje bi lahko bil Klemen po vašem? Ja, meni je pokazalo tam v okolici Tromostovja. Tam Ljubljanica malo desno zavija bolj. Leva stran, sicer ker je Ljubljanica struga betonirana, leva stran je bila čista, so videli tudi potapljači. Na desno je bilo pa vse tega vejevja, raznih odpadkov in tega. Tako da se bi znal tam, ki je nota zadrževati. Se pravi, nekje pod Tromostovjem, prej smo se pogovarjali še kak kilometr dlje proti Gradaščici. Povejte, Martin, pa je prav na kraju, kjer je to gospod Malnarič predlagal, potekalo potem iskanje? Lejte, jaz točno ne vem, policija noče povedati teh zadev, vem samo, da so potapljači šli v vodo in da zaradi močnega toka in vrtincev v okolici tistih stebrov betonskih se ni dal lih iskati, tako da upam, da bo šli v prihodnosti zdaj, kaj kmalu notrno, da bomo kaj izvedeli, če bojo z nami delili. Kako pogosto ste, gospod Malnarič, sicer v podobnih primerih uspešni s predvidevanji? Slišali smo prej sicer gospoda iz policije v Mariboru, da si običajno ne pomagajo veliko. Ja, do zdaj sem imel kar nekaj, bilo je nekaj 70%, 80%, bi rekel praktično, najdenih teh pogrešanih oseb, ko sem jih jaz iskal. So pa tudi primeri, ki nisem nič dobil. Naprimer, smo iskali nekaj, pa ni bilo, ampak to je tega bilo pa majhen odstotek. 70-80% se sliši kar veliko. Vaš pristop, seveda, k iskanju, Martin, je popolnoma drugačen, bolj oseben. Kako iščete, na kakšne načine prijatelji Klemna, kako zbirate informacije in je kakšna sled oziroma namig, ki jo še posebej recimo preiskujete oziroma ste jo posredovali naprej? Mi razmišljamo, kot vsak človek bi razmišljal. Gremo prečesati čim več, kar je možno, dajmo zbrati informacije od ljudi, gremo klicati policijo, če so pripravljeni kaj deliti z nami. Tako da pri takem številu, kakor nas je bilo, se mi zdi, da smo kar konkretno prečesali tisto območje, najdel se ni nič konkretnega, razen to, kar so nam povedali, kje se ga je nazadnje videli pri kamerah. Tako da ne vemo več točno, kako ne se lotimo, smo pa vedno pripravljeni, če pride kakšen namig pomagati. Vaša izkušnja s policijo, kakšna je? Prvi vtis je bil zelo dober, so bili pripravljeni pomagati, tudi malo z nami zorganizirati, so bili tam zraven, ker smo iskali pol. Se mi zdi, pa kar obstali na mestu. Me prav zanima, kako bi bilo, če ne bi pritisnili, po moje, ne vem, po moje se ne bi kaj zelo premaknili.
Koliko v bistvu lahko, gospod Strle, po vašem zamerimo glede tega pristopa policiji, ali so na nek način ujetniki tudi lastne statistike, ki pravi, da se dlje kot traja iskanje, zmanjšujejo možnosti za srečen razplet? Ja, to vse drži. Moramo pa še eno stvar vedeti, pa ne da bi zdaj branil policijo kot tako, ampak od policije se v danih primerih dejansko preveč pričakuje. Policija zbira informacije in dokaze, jasno. Ampak poglejte, te informacije so last policije, ona jih mora še obdelati in ne more to, kar so oni zaznali, te informacije dobili, pa zdaj kar obelodaniti, pa za vsem govoriti. In to ljudje ne razumejo. Pravijo, da policija ne sodeluje, ne da nobenih informacij. Seveda se jih ne morejo dati. Prvič je to njihova lastnina. Oni bodo dali končno poročilo ali na tožilstvo ali pa ovadbo. Še tole, gospod Strle, slišali smo v 2 primerih in še v kakšnem zelo podobno, prijatelji in svojci v glavnem izključujejo možnosti samomora, pobega, nekih osebnih težav. Na koncu se ob nesrečah seveda to kaže statistično kot precej pogost razplet. Povejte mi to, kako si preiskovalec v praksi pridobi zaupanje, da mu recimo svojci, prijatelji na koncu povejo kaj več, kot so bili morda na začetku pripravljeni? Temu bi se moderno reklo metodika in taktika samega pristopa. Prvi preiskovalec, policist ali kdorkoli pride do staršev, mora imeti nekaj praksi, nekaj veščine z tega področja. Z starši se mora zbližati, mora si pridobiti njihovo zaupanje. Šele tedaj bo pogovor stekel in mu bodo odgrnili tudi kak list. Če pa pride birokratsko z neko beležnico, mi poveste datum rojstva in tako dalje in ne zlaufa. Zaključujemo, sicer pa smo seveda vsi skupaj nocoj tudi zato, da še enkrat skupaj pozovemo vse, ki bi imeli kakršnekoli informacije, da seveda pokličete bodisi na najbližjo policijsko postajo, bodisi na anonimni policijski telefon ali pa seveda, da preko spleta poiščete kontakte svojcev, prijateljev. Sicer pa ostanite na programu Planet TV še naprej, mi se spet vidimo jutri, do takrat samo še nasvidenje in srečno.